So, for those of you who were able to do it, congratulations on always finding new excellent ways to sacrifice your queen. And for those of you who just want to Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Matic, Res je. povej. Res je. Kakšna oddaja je Veš, kaj danes? sem se odločil, da ko ne bom imel kakšnih konkretnih idej, bomo imeli tako mini serijo v seriji, Okay. z naslovom Neznani Slovenci. Okay. Neke, neznane oziroma mogoče za koga, še zmeraj, mogoče bo kdo poznal, ampak neznani Slovenci, bolj kot ne neznani, ki so nekaj naredili, pa jih še zmeraj ne poznamo. Okay. In danes, ta oddaja bo o šahistu slovenskemu Albinu Planincu. Zelo nepoznan šahist, ampak verjetno eden največjih šahovskih talentov v zgodovini šaha. Njegov življenje je tak filmski, rekel, če bi on Američan, bi že zdavni film ali pa serijo o njemu posneli, zato ker tak življenje, na kakšen način je prišel v šahovski svet, pa sploh pol, kako ga je zapustil, je res tak, ki bi si zaslužil film, definitivno. Okay. Je pa tako bolj žalostno, nažalost, življenje. Okay. Zdaj, šahist, Albin Planinc je bil en šahist, ki se je rodil 18.4.1944, Briže, to je. A je še živ? Ne, ne. Ampak, če najprej začnem, ker sem jaz, pač knjiga je recimo tudi o njem in naslov je Pozabljeni genij. Kar je tako, se mi zdi imeniten naslov, ker je res pozabljen genij. Zdaj, preden se lotim za vso, kako pač v življenje približno, se ne bom nekaj v detajle šel, ampak sem rekel, da je en največjih talentov, tudi tujci zato za njega več ali manj govorijo, zato ker, kot sem rekel, v Sloveniji sploh ni poznan, ne. On je bil šahist, ki je igral res tako nepredvidljiv na nož, po 5 potezah so figure letele okrog, ker je šel res na polno. On je šel ali na zmago, ali samo zmaga ali pa poraz. Za njega, on je preziral remije, pač za njega je bilo, ali zmagamo, pa zgubimo. Ampak, kako se je pa začelo, no? On je bil v bistvu zelo revno, je živel, samo z mamo, brez očeta. Bil je že od nekdaj, že kot otrok, da se menda se sploh ni družil neki z drugimi otroci, ampak bolj se je zase držal. Je pa zanimanje za šah v osnovni šoli pokazal, pač ko so imeli očitno krožke, na tak način. In mama, čeprav je bila revna, mu je enkrat pol, ali za božič, ali kako, da je mu eno pač šah kupila in kot otrok je menda cele dneve samo študiral. Sam iz sabo je igral šah, ker pač ni imel nobenega. Razen tistega učitelja recimo v šoli, ampak to je bilo mogoče enkrat na teden, drugače se je pa več ali manj sam ukvarjal. Ampak ne glede na to, je še zmeraj toliko dober bil, da je celo v to mladinsko reprezentanco prišel, jugoslovansko, že kot najstnik recimo premagoval mojstre in tako naprej. Začetek je pa v bistvu tak, da ne vem točno, koliko je bil star, ko je bil v Beogradu in je bil na nekem turnirju. In on ni bil nikoli navajen piti, ampak en večer se je napil in nek incident, ki sploh ni bil incident, povzročil, kaj se je zgodilo. V nekem hotelu so bili in ena mu je bila všeč, tudi šahistka, in pač na njena vrata je parkrat potrkal, ona je rekla, da nočem te, ne. Ja. Pač pojdi stran, rekel, ok, pač vprost, stran, ampak to je bil kot nek incident, ko se on zdaj gre. In so ga zaradi tega izključili ne samo iz reprezentance, 3 leta ni smel šaha igrati, ker ne bi bilo to taka zadeva huda. Fora je pa tukaj, da je namesto njega je pa prišel v reprezentanco pol sin ene visoke funkcionarke v komunistični partiji, tako da verjetno so si mislili, kva en kmet iz Slovenije, kle šah igral, če pa en mamin sinko iz Beograda noter, ne. Ja, seveda. No, in on po tem incidentu, karkoli,
Je rekel, pač jaz ne bom več šaha igral. Nisem mu, zamerilo sem mu vse skupaj in ni več igral. Na kar so ga kolegi malo prepričali, da je malo igral, pa tako, in ok, je malo igral, ampak samo za sebe. Ampak še zmeraj leta 68 je postal slovenski prvak v šahu. Čeprav je nikoli ni imel namena sploh šaha zares igrati. No, vmes se je že preselil v Ljubljano, kjer se pa zaposlil v tovarni Rog. Se pravi, na Smene je delal v fabrik. Vršlo je leta 69 in je bil ta Vidmarjev, Milan Vidmar je bil en tudi šahist, njegov memorial je bil Vidmarjev, se pravi turnir, kjer se je pa, menda da je enkrat iz šihta hodil, pa da je videl, pa je rekel, ajde, se bom prijavil. In on je bil, kakor vem, en od dveh, tako rekoč amaterjev, ki so se prijavili na ta turnir, ostali so bili pa več velemojstri. No, kompliciral, on je zmagal. Zmagal ta turnir, ampak na kakšen način. Medtem, veš, ko so drugi, ne vem, zjutraj so se zbudili, pa so pa cel dopoldne se človek se pripravlja, kako bo šah igral, študira šahovske poteze. No ja, ne, Albin je, on je zjutraj šel na šiht, v delu smeno, popoldne šel na turnir, premagal velemojstra, šel domov, pa spet naslednji dan spet isto. Sploh povedal ni, da je on na turnirju, ne. In šele pol po enem tednu, ko je en od direktorjev bral v Cajtangu, da je pač turnir, pa je videl, da je on devot, so mu dali pol do konca turnirja dopust in pač zmagal tisti turnir. No, in po temu turnirju je pa že spet dobil nek zagon, ne. Spet je dobil veselje v šah, spet je prišel v reprezentanco, ali še ne, takrat še ne, ampak vseeno je na nekih turnirjih, sploh v Jugoslaviji je tekmoval in jih večinoma zmagal, in leta 72 je dobil velemojstrski naziv. Kot sem rekel, on je bil res agresiven oziroma sovražil teorijo. On ni hotel igrati po neki teoriji, zato ker lahko narediš, ne vem, šele po 15 potezah se mogoče včasih šele začne šah, zato ker vse je pa teorija sam takrat. On je zelo preziral je to. Če greš gledat na splet, kjer so recimo njegove igre zbrane, je, se pravi, imaš otvoritve, ne, v šahu. In najrajš, v bistvu, na prvem mestu, kar je on igral, je bila ta sicilijanska obramba, na drugem mestu so pa neznane otvoritve. Se pravi, to nič ne poznamo. No, ampak kar pomeni, da je igral čist neki X. Aha, čist neko sojo. Ja, pa je zmagal dostkrat v takem primeru, glih zaradi tega, ker niso znali recimo, razumeti. ker jih je ven iz teorije spelo in je drugače razmišljanje mogel ne biti. No, v tem času, se pravi, 72 je velemojster postal, je pa že začel neka taka velika imena začel premagovati. En od teh je Najdorf, tukaj spet ena otvoritev šahovska, ki se reče Najdorfova otvoritev, oziroma Najdorfov napad. Se pravi, igral je proti človeku, ki je izumil ta napad. Se pravi, če ti nek otvoritev pač svojo, imaš jo moraš dostkrat, jo moraš imeti kar naštudirano, ne. No, Planinc ga je po 19 potezah premagal, tega Najdorfa. Ta Najdorf je bil pol tudi, čez leta je bil zelo visok v šahu. Njegov, v bistvu, leta 73 je bil pa tisti, ki ga je pa zelo zaznamoval. Na Nizozemskem je bil IBM turnir, kjer so pa sodelovali, tukaj par imen naštel, Petrosjan, Spassky, Timan, Anderson, Smajkal, to so legende šahovske še danes. Recimo, leta 72, en let prej, je Bobby Fischer, ki verjetno si že slišal za njega, je v finalu premagal tega Spasskega, še prej pa tega Petrosjana, da je prišel do finala. No, Planinc je ta turnir zmagal in pustil za sabo te dva. To je bil v bistvu tudi, mislim, da je to najmočnejši ali pa mogoče še celo edini tuji turnir, kjer je slovenski šahist zmagal. Ja. Zanimivo. Kako bi rekel, znan je bil po tako imenovanem Archangel napadu. To je, vse se bo izrisalo spodaj, to je, ko daš lovca pri
po španskem napadu, da šlovca na G2. Ampak sej, nima veze. No, Če bi jaz to vedel, mislim. no konec koncev, In kaj je fora te poteze? pač neka otvoritev je. Aha. Ampak dosti ljudi ga ni znal tako dobro igrati, kot ga je on znal. Aha. Verjetno je najboljši na svetu znal igrati tak napad. Aha, ok. Ja, smo rekli, začel je premagovati vele mojstre, ki so bili mogoče ne še takrat v svetovnem vrhu, ampak čez 50 let so pa bili med top 10. Aha. Te je recimo Planinc po 3-4 premagoval. Aha. No, 74 je iz jugoslovansko reprezentanco na olimpijadi šahovski je srebrno medaljo dobil, kjer je od 15 tekem 9krat zmagal, 5krat neodločeno igral in samo enkrat izgubil. Nekdo je pa pač večkrat zmagal. Mislim, da so Ja. Sovjeti pač Aha. zmaga. Sej, pač to je bila ekipna. Aha, tekma. ekipna. Ekipno se je v tej olimpijadi se igra. No. Aha, štek. Leta 75 je Anatolij Karpov, ko je bil svetovni prvak, je z njim remiziral tudi, zelo taka dobra igra. Sej, te igre so v bistvu na spletu so dostopne, tako da si lahko pogledate. Ja, kot sem rekel, on je brezkompromisno igral, res na polno, res neverjetno. Tako so rekli, sem polnik bral, da je bila ena največjih škod v šahu, je bila ta, da se Bobby Fischer pa Planinc nista nikoli udarila med sabo. Ker to bi bila pa igra stoletja, ker sta bila oba dva agresivna, oba dva sta šla na polno in to bi bila pa res verjetno igra z anale. Ja. Predvsem sem rekel, na Nizozemskem, ko je en let prej, ki je zmagal, so ga pol še vabili na turnirje in je mandan, sploh na Nizozemskem bil res priljubljen, da so samo ob njegovih igrah, da so bile dvorane polne, zato ker so se toliko zabavali ob igrah, ker je res igral neverjetno. Ne. Bog dobro. Ne sem to, on je tudi igral na način, da je žrtvoval marsikajšno figuro, zato da je recimo na koncu šahmat dal. In verjetno najbolj znana igra je njegova iz leta 75, ki se reče, da je to šahovska miniatura. To je pa pomeni, da je šahmat živ med 200 pa 25 potezo, kar je zelo hiter v šahu. Premagal je pa enega Vaganjana, to je bil pa spet en velemojster, ki je bil pol kasneje celo na 4. na svetu. In ga je premagal na tak način, da ta Vaganjan ni več hotel slišati za to igro. Aha. Ker ga je bilo toliko sram ali mu je bilo toliko, Aha, je bil ker ga- jezen na to. Kako ga je premagal? Potem, ko je žrtvoval in Trnavo in Kraljico, se je ta Vaganjan predal, zakaj? Ker bi mu v naslednji potezi dal šahmat s konem pa tekačem. Aha. Tako, jaz, ko sem prvič videl to igro, mislim, sem se tako za ne 5 minut usedel, pa sem sam gledal, ker mi ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. Aha. Na hitro je končal. No, No, sam ti ki malo poznaš, jaz če bi to gledal, ker sem bolj ljubiteljsko igram, ne glede. bil siguren Prav pogledal bom. presenečen. Prav ja. pogledal bom. Bom dal par linkov. Ok, dej, spodaj. to me pa prav zanima. Ja. Zdaj me pa res zanima. No, on se pravi od leta 72 do recimo 75 je res nek vrhunc dosegel, kjer so padali velemojstri in tako naprej. Nažalost se je pa po temu letu 75 pa začel pač padec, kako bi temu rekel. Predvsem imel je težav duševno zdravje, živci so ga izdali. Bi rekel, veš, kot šahist moraš biti skozi koncentriran in Ja. danes vem, da imajo en polnih psihologov, te šahisti pa mentorjev pa tako naprej. Treba je vedeti, on je bil sam, on ni imel nobenega, razen mogoče kakšnih mentorjev, sem pa tja se je sam ukvarjal s šahom in vsak s svojim življenjem. Sploh v neki Jugoslaviji v 70-ih, veš, da ni bilo
na nivoju, kakšna taka stvar. In, tukaj je, bi rekel, da so ga, ko so ga začeli živci malo izdajati, je začel dostikrat je začel zgubljati veliko iger in se predvideval neko depresijo padel, od katere pa sam nisi znal pomagati, niti ni. On je bil zmeraj tak zelo tih človek, introverten, nisem sploh družen z nekom in tudi če je imel težave, jih ni sploh druge obremenjeval s tem. Ja. Kot je sam, ker sem knjigo bral, da ni hotel obremenjevati druge, kar sploh, a ne, pač tako mišljenje imel na žalost. In ko so se ti porazi vrstili, je očitno bolj in bolj v depresijo začel padati. Čeprav do 80-ga je še zmer bil na nekih turnirjih in je bil znan po tem, da je lahko premagal vsakega, ampak tudi lahko zgubi z vsakmo. In sem rekel, ti živci in ta bolj duševna bolezen ga je toliko izdala, da je v bistvu že 79 je že zapustil šah. Se pravi, ko je bil star 35, je se že nehal ukvarjati šahom, kar je načeloma kar zgodaj. No, moramo, sem prav, da tudi, koliko moraš biti pri šahu skoncentriran. Bi rekel, šahisti vidijo šah drugače, kot mi ljudje. V njegovi knjigi sem bral, da je en prijatelj, ko se je z njim pogovarjal, da se je začel pol preteževati, koliko je težko mu zdaj šah igrati, ker mora vsako potezo iz 4 različnih strani pogledati, sploh ne vem, kako iz 4 strani pogledaš potezo. No. Smo rekli, 79 je zapustil šah in dejansko od takrat je živel v samoti, samo v bistvu z mamo. Mama je bila pa tudi že od njegovega rojstva je bila neka na živcih spet bolna in je za njo hotel skrbeti. Se pravi, sama sta živela pol samo od socialne in bil je pol pozabljen. Leta 93, se pravi že, ko je bila Slovenija, so njegov priimek narobe zapisali kot Planinec. Bil je kot planinc, ampak planinec, ampak niti v tem ni nič ugovarjal, pač očitno mu je bilo vseeno. No in kaj me je pa najbolj šokiralo mene, ker nisem vedel, da je umrl v Mengšu. Ne daleč stran, v domu upokojencev. Njegovo mamo so sprejeli tja že ne vem kdaj. Načeloma je on najprej za njo skrbel, ampak ni mogel. In potem so ugotovili, da je najboljše, če še njega dajo v dom. In je pač tam je tiho živel pač do leta 2008. Ko sem spet v knjigi bral, ker je ta patronažna sestra oziroma skrbovalka, seveda ga ni, amben ga dejansko sploh ni poznal, kdo je bil on. Je bil, ko je skrbela za njega, on je zelo, čeprav v mlajših letih ni ne pil, ne kadil, je pa sploh v kasnejših letih je pa zelo kaditi začel. In ima pokal, ki ga je na Nizozemskem dobil, za zmago, da ga je uporabljal kot pepelnik. In ga je pač ta sestra vprašala, kaj pa imate ta pokal? Pa da je rekel, pa včasih malo šah igral. Tako je zelo skromno, oziroma se očitno niti ni nikoli niti izpostavljal temu. In pa to v stekleno omaro dal, pa ne diraj. Recimo, tako je. In kot rečeno, umrl je leta 2008, 11.12. Star 64 let, toliko, kot je šahovskih pol. Tako da to je dosti zanimivo. Tudi recimo Bobby Fischer je umrl, ki je bil 64. In tako naprej. Dost šahistov je umrlo na 64. Sem rekel, v Sloveniji je nepoznan še danes, ne sam, ko je umrl recimo 2 tedna potem, ko je umrl, sploh niso vedeli, da je umrl. Ker noben ni vedel, kdo je. Tudi pol, ko so zvedeli, da je bil on, mu šahovska zveza tudi v smrtnice ni namenila ničesar.
Tako da je zelo žalostno. Zanimivo. Tako, ne. Tudi, te pa še bolj žalostno, ko so njegovi prijatelji, oziroma oni, ki so ga poznali, so prek donacij izbrali ne vem koliko denarja, da bi mu nek spomenik, kip, nekaj postavilo. Tisti par, ki mogo narediti, je denar pobasal, pa je šel. Tako da tudi kipa nima. Dejansko ničesar. Noro. Ja, če ni v Sloveniji, znan je pa v tujini še zmer, ga nekod božanstvo kot slavijo. Recimo, jaz ponovadi, veš, kad se v eno stvar poglobim, res obrnem cel internet, pa kar se da pogledati. Ja. Na eni indijski spletni strani šahovski, ki sem jo odprl, je bila njegova slika na prvomu, na front pageu. Ko? Ja, in njegove igre, tako do potankosti, vse igre, ki jih je igral, do potankosti analizirane. Če greš še dalje na YouTube, pa v njegov email pišeš, imaš en kup turških komentatorjev šahistov, karkoli, ki njegove igre komentirajo, kako je igral. V Maleziji ena spletna stran, kjer je pisal, da če se on danes pojavil v šahu, bi ga obtožili, da golfa. Zato, ker je res še zmeraj igral tako izven okvirja, kako bi temu rekel, da ga še zmeraj je poznan v tujini veliko bolj, kot pri nam. Ja, kako golfa. Imaš vse dokumentirano, vsako potezo. Vem, ampak ja, veš kako, ne? Ja. Čem reči. Ja, razumem. Tako da, to je pa pač ta zaključek o našemu Albinu Planincu, ki je šahovski genij. Drugač dosti žalosten zaključek. Zato pa, se pravim, hitro je prišel, zelo hitro je bil njegov vzpon, ampak padec je bil pa tak žalosten. Tako da si predstavljali, če bi bil Američan, da bi si zgodbo. Ja, sigurno, ja. Ja, Netflix bi verjetno sezono 2 naredil iz njega. Ja. Bi pa še nekaj omenil, da dost šahistov, mislim, ni toliko čudno, da so imeli neke psihične težave. Recimo Fischer jih je imel, Rubinstein, kakšen Paul Morphy, to so starejši, so vsi pač zaradi takih stvari nehali igrati šah. Tako da med njimi je bil pa tudi Albin Planinc. Zanimivo. Tako da, ja. Če prejde leta 2005, ga šel pogledat. Pa, če bi ga poznal takrat mogoče, ampak kot sem tudi bral, tudi sam ni hotel sploh nekih obiskov. Imel sam še na koncu enega prijatelja, ki mu je cigarete nosil tako na 2 tedna. Pa da sta se sem pa tja kaj pogovorila. Tako zelo je očitno hotel biti sam. Niti. Tako da ja. Zanimivo. Albin Planinc je prvi neznani slovenske. V tej oddaji, mini oddaji. Tako. Ja, cool. To je to. Ja. Drugače zelo zanimivo. Ja. Ti daj linke spodaj, da bojo ljudje... Bodem. Jaz bom tudi pogledal si kakšno igro, da vidim, če bom jaz to kaj dojel, ker nisem glih šahist. Ampak, cool. Hvala za ogled. Pa lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Adijo. Ajde, čau.